Odnosi so zakon. Dober dan, lepo dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes Benjamin Siter gostim svojega prijatelja, sodelavca, mentorja Aleša Čerina. Aleš, ponovno lepo pozdravljen v našem studiu. Ja, hvala Benjamin za povabilo, z veseljem sem prišel. Hvala. Mogoče boste nekateri oddajo z Alešem Čerinom gledali prvič. Midva z Alešem imava sicer že kar nekaj zgodovine delanja skupnih oddaj. Začela sva v času korone preko Zooma, čist malo po domače. To si lahko na YouTubeu Družine in življenja še pogledate. Je kar nekaj zelo zanimivih tem in zanimivih oddaj. Danes bova pa naredila eno tako sproščeno, sva rekla, oddajo, brez neke vnaprejšnje priprave. Ogromno je tem, ki se tebi v življenju dogajajo, Aleš. Stvari, ki jih ti zdaj trenutno delaš kot sveži upokojenec. Ja, hvala Bogu, Benjamin, da se še dogajajo stvari, da še delamo. Ampak tudi hvala Bogu za penzijo. No? Če tudi ni čisto enostavno, veš. Ni čisto enostavno. O tem bi te rad vprašal. Sem mislil, da bo lažje. O tem bi te rad najprej vprašal, ampak bova te prvo zmolila tako, kot te pri nas v navadi. Pol te pa te prvo to vprašam. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobri Gospod, hvala ti za Aleša, hvala za njegovo vztrajnost, za njegovo željo, da daje naprej to, kar je prejel in kar vsak dan prejema od tebe. Hvala za modrost, ki se mu je nabrala in da je skupaj podeliva z našimi gledalci, poslušalci in da bo vsem nam v korist. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. In Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Ok, Aleš, da te samo enkrat še majčkeno bolj uradno predstavim za tiste, ki morda prvič te srečujejo. Se pravi, ti si po izobrazbi si farmacevt, si mož ene žene Marinke in oče 4 otrokom. Dedek zdaj koliko vnukom? 7, evo. 7 vnukom, 7 fantkom. Čestitke. Ja, vsi so fantki. Vsi so fantki. Pa še 2 dvojčka vmes. Ja, en par dvojčkov. Ja. Super, super. Ne bova zdaj takoj šla na to. V resnici pač ti si s to farmacevtsko kariero pri Leku svoj čas namenoma zaključil, šel na samostojno svetovalsko pot, potem prišel zelo tudi v te nevladniške vode, vodim, torej sem je bil en projekt, ki sta ga z Matejem Cepinom pri Socialni akademiji svoj čas vodila. Takrat sem te jaz prvič spoznal, pred zdaj že verjetno 15 leti. In si zaželel, da bi te vodstvene veščine tudi nekako v Družino in življenje, pa še sam jaz nisem bil takrat v Družini in življenju, prinesel. In se je zgodilo. In si v bistvu bil dolga leta moj osebni tudi mentor tukaj, za kar sem ti neskončno hvaležen do konca življenja. Bogu hvala. Ja. Bogu hvala. Bogu hvala tudi za povabilo v Exodus, kamor sva se skupaj vključila leta 19. Ojoj, Benjamin, za tist čase sem slab, no. Vem, kdaj sem se rodil, kdaj sem se poročil. No, ampak 2019 je bila prelomnica zame, pa vem, da smo šli takrat v Exodus iz danes na jutr, no. Tako je. In da so potem skupaj z ostalimi možmi bila 3 leta v tej moški skupini, ne. Ja, tako je. Zdaj, ko tega Exodusa več ni, pa ni teh naših tedenskih srečanj, bi s tem začel, no? A kaj pogrešaš? Tedenska srečanja je Exodus? Ja. Pa ne, jaz imam toliko tega, da jaz tam konec ne pogrešam, pravzaprav. Točno to. Je pa kaj drugega, a veš, je pa kaj drugega. Nekaj mora biti, Nekaj mora biti, pa, če se daš na razpolago, stvari pridejo. Enostavno stvari k tebi pridejo, pravzaprav moramo dopustiti, da pridejo, ne zapirati vrat. A veš, ko te nekdo pokliče v neki lahko stiski ali pa ne, a bi vi meni nekaj svetoval ali bi to, ja ne, jaz nisem svetovalec za odnose in tako naprej. Bi lahko rekel. Lahko se pa, lahko ne, ker dejansko formalno nimam te nobene take izobrazbe. Lahko se pa pogovarjam s tabo, tudi preš vrata, povabiš na vrt, jaz največkrat pravzaprav povabim v hojo in se med hojo pogovarjam z ljudmi. Tako da jaz imam tega celka, pa veš, tako da ne pogrešam, no. No, ker sem jaz pri sebi videl, da par mesecev potem, to je bilo lani, kdaj
smo aprila nehali, tam okoli velike noči danje. Ja, pa si to. Pol do septembra nisem imel nič kaj dost, ničesar sploh, ne, takega, moškega, ne, neke moške skupine. In sem kar ful pogrešal, no. Pol smo pa lansko leto v septembra, kdaj sem, ali še malo kasneje sem bil povabljen pa v eno drugo skupino, kjer zdaj tedensko tudi delamo in je nujna in zelo dobra. Poznam, ja. Lej, se mora človek neki tazga meta, ne. Jaz te občudujem pravzaprav, da se ti tedensko v Ljubljano voziš ob neki taki zgodnji uri, ja, veš. Ja, v pol šestih smo že tam, ne. V pol šestih moraš biti že v Ljubljani, ne vem, pol petih ostaneš malo čez 5 najvrž, ne. Čez 4, pardon, ja, seveda, da si tam, le, ampak, lej, je vredno, no. To kaže na to, da ti je to vredno, da to želiš, da tukaj rasteš gotovo, kar malo poznam člane te skupine in daj deli to še naprej. Obenem pa veš, pušče vrata odprta, da si tudi ti že tisti, ki daje naprej. Se veš, ko ljudi že dajemo naprej, ne. Mislim, to je tak koncept, tale dajemo naprej. Jaz se še to dobro spomnim takrat, ko smo modrovala. En štuk knjiži so sedela. Smo modrovala, kaj bi bila tema letošnjega, pol je bilo se skazalo, dajemo naprej, se pravi, srečanje voditeljskih parov, zakonskih skupin, ne. In so v enem filmu si rekli, da dajemo naprej. In to se je razvilo, le pogled Benjamin, iz ene misli, mislim, da si ti za ta film povedal, a veš, so rekla, dajemo naprej, in potem se je to razvil cel koncept. Ideja je bila že v zadnji pripravljena, ne? Se spomnim, še Dani izmeri govoril o tem pretočnosti, veš, Dani je pa to govoril, točno. Tako da iz tega je nekako res naravno zraslo naprej, ampak je čist drugače, ko daš konceptualno eno tako, v narekovaju rečeno, seksi idejo, se pravi, nek naziv nečemu daš, ne? In se to prime. In se to prime med ljudmi. Jaz sem zdaj prav imel eno pričevanje za naše može v moški skupini. Imamo taka pričevanja. Nič se ne gremo več, bomo brali neko knjigico, pa pol po tej knjigici modrujemo in tako naprej. Nič. Povej tvojo življenjsko zgodbo. To je bila prva faza in je, ne vem, mislim, da je 12 mož povedalo svojo življenjsko zgodbo od otroštva naprej. Kako je Bog deloval recimo v njihovih življenjih. To je bilo, kje sem jaz čutil znamenja Božjega delovanja v mojem življenju. Zdaj smo šli pa na naslednjo stopno nekako, fokusiraj se na nekaj, na nekaj se fokusiraj, nekaj, kar bi rad tem možem predal, nekaj tazga vredenga. Veš, in jaz sem zdaj pak dobro, kjera knjiga je tako vplivala name, veš. In sem se spomnil te knjige, veš, ko sem šel na svoje in sem iskal, ne vem, poslanstvo za podjetje, svoje bodoče. Prišlo do tega, da sem osebno poslanstvo naredil. In si moraš misliti, da sem prišel, potem, ko sem to razdelal, sem prišel nazaj v Lek, ki nas je lepo izobraževal za vodenje tudi, za timsko delo. Vse veš, ta velika korporacija to pripravlja. Pripravlja voditelje, jaz sem bil voditelj na nižjih nivojih. Ne. Ampak, veš, en gospod je ta zadnji dan na enem seminarju, Bojan Erjavec je rekel, če bi vam eno knjigo lahko priporočil, vam priporočam to knjigo. In je rekel, 7 navad zelo uspešnih ljudi. Meni se to zdel dober nek mambo jumbo iz Amerike, ampak pazi, in nisem bil pozoren, šele potem, ko sem šel v podjetje, pa sem se pa tega spomnil, veš. Pazi, ena beseda, vzamem knjigo in avtor takoj na začetku začne, jemljite to knjigo zares. In dajte ne sam prebrati, ampak dajte po tej knjigi začeti kar takoj delati. Ne? Sem rekel, dobro, kaj pa zdaj to? In sem knjigo odložil. Pa še enkrat odložil. Ker jaz sem jo tudi že 2krat odložil. Zato, ker je težka, Benjamin. Nisem pripravljen bil, ne? Nisi pripravljen. In jaz sem jo potem enkrat vzel, takrat, ko sem jo rabil. Bog mi je dal po gospodu Erjavcu,
je dal stavek. Prvo neko idejo. Jaz sem ga zapisal takrat v zvezek, veš? In v zvezek, v tisto gradivo, ki smo ga dobili ob seminarju. In ko sem zaganjal podjetje, sem šel pogledat, kaj sem se jaz kaj vlekel izobraževal in evo, sem to najdel. Ta stavek, nič beden, ampak tako kratek stavek, ki sem ga takrat v poslušnosti nekaj zapisal, mi je zdajle, ojoj, ena knjiga, daj kupijo. Sem šel kupiti, začel brati, odložil, ker je bilo težko spravljati to v življenje. Pa sem se pa enkrat odločil, zdaj bo pa šlo v življenje in sem iz takrat naredil osebno poslanstvo. Še danes ga imam, možin sem ga zdajle pokazal, še danes ga imam in še danes ga uporabljam. Kaj povzeti ali pa povedati tako v parih besedah? Ja, znam, razdelil sem vloge, katere so najpomembnejše vloge, ki jih živim, ne igram, ne bo kdo to narobe razumel. In ena je Božji otrok. Ena je... Čakaj, ta je najpomembnejša. Ja, najpomembnejša. Pa že takrat mi je to malo kapno, čeprav nisem bil ne vem kaj o Bogu. Ker je identiteta, kdo sem. Mož sem dal na drugo mesto, ja, Bogu hvala. Oče, potem sem pa rekel sin. Sin in brat sem dal na isto mesto, potem sem rekel podjetnik, skavtski voditelj sem dal, veš, in sem za te vloge napisal svoje osebno poslanstvo. In za Marinko sem napisal. Kako jih želiš živeti? Ja, kako jih želim živeti in udejanjati, ne. Ampak pazi, ta proces, Gospod je izrekel, jaz sem zapisal, dobil ob pravem mestu, kupil knjigico, odložil, jo začel resno jemati in jo začel udejanjati. Veš, udejanjati. Kako ne? Tako da sem najprej rekel, misel, beseda, jaz sem Marinki rekel, Marinka, poslanstvo to zapisam, ti si najpomembnejša oseba v mojem življenju. Ona je rekla, škara, ja. Rekla, jaz tega še ne čutim. Ja, točno to. To je imela v glasu. Sem rekel, Marinka, jaz sem to zdaj domislil, zdaj sem ti izrekel, da me boš vlekla za besedo, zdaj bom pa začel to uresničevati. Mislim, če bi šel danes, če še Marinka povabil oddajo, da bo potrdila to. Da sem se v tistega trenutka, veš, ko poslanstvo, pa ta avtor govori, mora biti tako, da te vsakodnevno užge, da deluješ v smeri, veš, tega, kar si zapisal, ne. A veš, tako da, prav zanimiv mi je, a veš, misel, nekaj se potem pretoči v besede in kaj vodi potem v dejanje. Veš, in tu smo pri besedi lahko, veš. Čakaj, sem da prvo bi jaz mečkano ustavil, ker imamo vsaj neki načel tle, da vam zapotegne. Aha. Veš, tudi jaz, ko sem do te knjige prišel, pa si mi jo ti recimo priporočil pred ne vem kolikimi leti, pa si mi začel brati, pa se uživo spomnim. Tam na morju sem bral, pa sem dal prvo načelo, pa tako proaktivnost nekako v tem smislu, ne? Ampak zdi se mi, da prevečkrat imamo do sebe neka ta, veš, moralistična pričakovanja, kaj bi moral jaz, ne? In jaz sem ga tudi imel do sebe, ne? Jaz bi pa moral to prebrati, kak loser sem, da še tega nisem prebral, kak tako. In mi je všeč to, ker ti pa si imel to v sebi, da si, ali si pa kasneje prepoznal, no? Procesnost in da je procesnost v redu. Vidiš, kasneje sem prepoznal. Saj to je Gospod izrekel več let, če ne 10 let, preden sem jaz lahko to knjigo kupil, potem je trajalo še kar nekaj časa, da sem jo prebral. Veš, kaj sem pa pol naredil? To pa dobra ideja. To pa te priporočam. Seminar sem naredil iz tega. A veš, itak sem imel že podjetje, ne? Za izobraževanje in svetovanje. Ne? In se šel lepo seminarček narediti in videti, da je to najboljše. Če se hočeš ti nekaj res naučiti, moraš začeti učiti. In jaz sem to začel pri skavtih, veš. To se pravi, skavti kot ljudje, ki te bojo tudi ti odkrito povedali, veš, kaj tukaj ti sviraš. In so mi povedali, to pa ne razumemo, to pa ne. A veš, kaj je metodo plovalnik, to je pogrunto Matej Cepin, daj se vam pa dam na razpolago, da me poplovate. To je zdaj zelo brutalen pa grd izraz, ampak vendarle
dajte mi en tak resnico, ljuben, iskren odziv. Ki ga tudi nismo vajeni. Ne. Veš, pri skautih sem pa to dobil in sem potem še ene parkrat še poslovno naredil ta seminar, ampak z nobenim poslovnim uspehom zares, a veš. Ne, nič ta zgaj. Pa jaz ne vem. A je bil prezahteven, ali si ga preslabo reklamiral? Jaz takrat nisem znal, veš, nisem znal ne marketinga zganjati, ne prodati se čisto na začetku. Brez vsega poslovnega uspeha, ampak ta knjiga, veš, sem pa čutil, da v tej knjigi, da je temelj Gospod. Nikoli ni dejansko omenjen Bog, ampak veš, avtorja poznaš, veš, da je temelj Bog. Da vse sloni na pravih načelih, ki so od Boga, veš, ki prihajajo od Boga, ki jih je postavil Bog. Veš? In potem ta koncept meni je bilo to tako zanimivo. Wow, načela so od Boga, so danost. Ki jo imaš ti za sprejet, pa pika. Lahko se ti zafrkavaš, pa ne boš česa sprejel, ampak te bo po glavu lopnil. Tle smo mi danes, stari. To je definicija današnjega sveta, da nočemo sprejeti načel. Tako je. A veš, načel rojstva, načel smrti, načel življenja in gradnje odnosov in tako naprej. Vsi bi radi. In tudi načelo procesnosti, počasne rasti. Mi bi vse takoj. A veš, lepa, tam to pravi. In to mi dobro razumemo na področju fuzbala. Mi da bi se lahko zdaj odločila, da bo vrhunska fuzbalerja. Za mene je že prepozno, tudi za tebe je že to prepozno. A veš, ampak mojega sinčka pa vem, da ga lahko, ne? Ampak, a veš, tukaj priznamo, moraš začeti trenirati v mladosti, pa potem enkrat, če Bog da, si v reprezentanci, ne? Na področju igranja klavirja tudi lahko kuža pazi, ker hitro zaigraš, ampak to kuža pazi. Potem za koncert klavirski pa ne boš. A veš, na področju odnosov pa pravimo, to bo pa kar takoj. To bo pa kar takoj. In sem totalno nepotrpežljiv. Jaz bom ženi povedal, kako to mora biti. Šel bom na nek seminar in se bom naučil, kako to mora biti. Ali bo šla pa bejba na neke duhovne vaje, vsa razsvetljena pride nazaj, pa ti je povedala, kako to mora biti. In od danes naprej mora biti vse drugače. Ne bo tako, kot je z igranjem klavirja. Što je avtor že takrat povedal. Veš, in so stvari procesne. In je v redu. In si moramo to dovoliti. Potrpežljivost je treba trenirati. Potrpežljivost pa proaktivnost v tem smislu, tukaj pa, to sem pa že večkrat tudi javno povedal in tebe res občudujem v tem, da si učljiv in spravljaš stvari v prakso, procesno. Ampak jih pa, veš, dokodar čutiš, da lahko tam nekaj narediš. Ker jaz mislim, da sem bil prevečkrat cepljen s to isto mentaliteto, o kateri ti govoriš. Se pravi, jaz bi danes Rahmaninova špilo, če ga pa ne morem, pa je pa brez veze. Pa se pa nič ne bom sploh trudil. A veš, tako je tudi današnji svet, se mi zdi, naštimana. Če pa ne morem na neki vrhunski ravni, se zdaj nekaj jed, pa sploh brez veze. Ampak je narobe. Se si videl, prej sem tam ena kitara, sem zigral. 3 akorde znam obračati, mogoče malo note, mečkan, kolikor sem se lahko sam naučil. Ampak veš, kakšen veselje je to. To, da mi moramo tudi otrokom to dopustiti. Ulica kitaro, ni treba, da so vrhunski kitarist, nič hudega. Cel frajer bo že lahko češ 5, 6, 10 akordov obračal, če imaš lep glas, si tam že cel car in lahko narediš nekaj lepega za eno tako mladostno skupnost ali kar takega. Ful dobro. Všeč mi je ta ideja te procesnosti, ker načeloma imamo pač določeno število let, ki so lahko zelo kratka in grejo hitro min. Tako pa me zdaj zanima, to, kar si prej začel čisto na začetku, tako res v smislu tega opazovanja tvojega življenjskega cikla in penziona in tako, veš,
Zdaj si se mi pripeljal v Krško z vlakom. Aleš Čerin se je z vlakom pripeljal, ki ima pač žena avto in tako, veš, in je eno tako dejanje ponižnosti in tako pač, ne, veš. Mislim, ne probam banalizirati, ker meni tudi vožnja z vlakom, če dalje bolj všeč, ne. Ampak hočem reči, tako no, ful mi je fajn, ker si še zmeri ti, pač proaktivno, aktivno na 100 koncih, bova pa malo povedala, kaj vse počneš še zdaj, ampak kljub temu pa opažam, da razdeluješ v sebi te procese odlaganja. Odlaganja? Ne razumem. Ja, odlaganja neke tiste... odlaganja pričakovanj, da se mora kar takoj zgoditi. Ali? Ja, pa odlaganja teh produktivnosti v takem smislu, kot je bila recimo tudi pred boleznijo, ki si imel leukemijo, pač to ni, je bilo težko, ne? Ja, odložiti, seveda, vedno je težko odložiti. Ja, to. Kar se vlaka tiče, da ne moraš čistiti. Jaz sem se nekako, veš, za ene stvari se moraš pa odločiti. Okay. Lažje ti je avto zakurbljati. Jaz sem danes imel avto. Sem ga imel na razpolago, ga imamo res na servisu, ampak za danes sem ga imel, sem odločil, da grem z vlakom. Kakšna je razlika? Ja, sem se moral od svojega doma pešiti 800 metrov do avtobusne postaje, se z mestnim prometom pripeljati na železniško postajo in se tam usesti na vlak in se pripeljati do Krškega in iz Krškega, tamle z železniške postaje do sem, je pa tudi kakšen kilometer, ne? A veš, vse skupaj je trajalo mečkan več kot 2 uri, 2:20. Z avtom bi vozil 1 uro. 1 uro. 1:20 je tistega ekstra časa, ki ga nimamo in ga nimamo. Jaz ga imam. Vzameš tam lepo eno knjigico na vlak, lepo jo bereš. Itak je dobro, da knjigo bereš, jo pa na vlaku bereš. So what? A veš? In tudi tako se odločam, veš, za te pohode, ki jih delam. Kam lahko vse, prav testiram zdaj, kam vse lahko pridem z avtobusom, pa to je neverjetno, veš. Pa gledam, kakšne fajn programe imaš, ki ti pomagajo si organizirati javni potniški promet zase, a veš. Ti googlaš, kje bi šel rad, tukaj sem, kako ne z javnim prometom, čim lažje pridem. Jaz sploh nisem vedel, da to obstaja do zdaj. Jaz sem sam za avto rabil Google, recimo, ne. Ja. Zdaj pa za javni promet, tukaj pa tke in potovanje bo trajalo 1:20, recimo, in ti prav 10 minut boš hodil, tokle se z avtobusom vozil, tokle z vlakom pa 10 minut boš hodil. Pa če si kje v tujini, v kakem mestu, to kamot narediš, sem doma, pa ne znamo, ne. A ni dobro. Mislim, tako prav, ampak lažje se pa zatreti. Na dvorišču imaš že avto, pa do tlele bi se skoraj do sem pripeljal, a veš? Pa 1 uro prešparam, je dobro, kam bo zdaj šla ta ura? Zakaj si se odločil za vlak zdaj? Kaj so tvoji razlogi za vlak zdaj bili? Je prav tist, da se nekaj naučim, da se nekaj naučim novega, pa da to uporabljam. Okay. A veš, da se naučim to uporabljati in potem še komu povem. Saj veš, jaz rad potem to komu povem, evo zdajle, ne. Blog napišem, rečem penzionistični izlet. Z vlakom. Ali pa z avtobusom. Dokler se pel, do tam boš hodil, pa spet z avtobusom priti nazaj. In lahko nove ture, ki ti nikoli ne pridejo na misel, če se ti z avto nekam pripeleš, potem greš gor pa nazaj, do avta, ker je avto tvoja ovira, pravzaprav po svoje tudi. Ne? Tako se pa z avtobusom sem pripeleš, tja hodiš, pa se z avtobusom nazaj pripeleš. No, se pravi, razumeš? Nov koncept. Ja, opuščanje starih konceptov in iskanje novih konceptov. To je ta živost, o kateri sem rekel, da je občudoval pri tebi. Kaj si že vprašal sploh, se ne vem. Se še sam ne vem. Vem. Všeč mi je to, a veš, da si pripravljen opuščati staro, ne? Se pravi, a veš, imamo ljudi, ki pridejo v penzion in so potem samo še na tem, kar je vedno bilo. In se nikoli ne naučijo ničesar novega. In pol pa ne moramo več avta voziti, pa nikamor ne morem več iti. Ali pa tako v tem smislu. A veš, veliko je te vdanosti v usodo. No? Na to sem že prej tudi ciljal malo. Smo Benjamin do zadnjega se moramo
biti pripravljeni napredovati. Se učiti. Ali na telesnem področju lahko napreduješ, do ta zadnjega. Ja, ne. To gre pa kar dol. Sem še kar fit, ampak čutim, da gre to dol. Moj starat je rekel, do 60 leta nisem čutil, da se staram. In jaz tudi ne. Sem pa 61. Pa čutim, veš, da malo pojenjajo. Počas pojenjajo telesne moči, počas pojenjajo umske moči. To malo čutiš. Odnosne pa ne. Tukaj pa ne. Tam pa rasteš. Tukaj moraš pa do zadnjega diha rast. In rast v odnosih do zadnjega diha. To je naša dolžnost. Tukaj, a veš, lahko da bojo pojenjale te moči, ampak ti vse narediš, da si dober mož. Božji otrok najvrej, ne? Ja. In še ta duhovna rast. Tako, duhovna rast. Do konca lahko to knjigico bereš, dokler ti oči služijo, imamo pripomočke, da nam lahko poslušaš. Celo to. Knjigica je svetopismo, kdor ne vidi, ali pa ne sliši, boš pol prebral to, kar si danes lahko prebral. Knjigica, to je knjižnica. Knjižnica knjig, ja. Ampak, ja, veš, kaj mi je fajn? Večkrat si omenil tisto knjigo od Richarda Rohra, Falling Upward, ne? Se pravi o smiselnem staranju, ne? Ja. In o tem pravilnem, smiselnem opuščanju in hkrati o rasti v Bogu in v odnosih. To, kar zdaj praviš. Padanju navzgora, ne? Ja. To je čudno, ne? To je kaj paradoks, oksimoron. Ja, v bistvu, ne. Ne moreš padati navzgor, ampak vendarle človek, ki pade dol, ne? Ja. A veš, Bog ti, zdaj sem tako pobožen, bom rekel, ne, Bog ti omogoči tudi padanje, veš? Ja. Tudi padanje ti omogoči zato, da lahko zrasteš. Se pravi, Na telesnem področju, ne. Da postaješ šibkejši, ja. Tako, šibkejši in tukaj sem bil jaz zelo šibek, ne, takrat, ko si me prišel posnet po, tisti prvi krog kemoterapije, ne. Sem bil kaj iti, ne, gledam tam nazaj, kaj iti, ne. A veš, šibak, ne, in v tej šibkosti, a veš, mi je bila dana milost, da sem se dokončno, ali pa kako neko, prav tisti, tukaj mi je tudi ta koncept, za ene stvari se moraš prav odločiti. Veš, in tukaj sem se jaz odločil, da se predam. Zato, ko sem bil na robu, tukaj vidim črto na tej mizi, tako, čez ta rob sem že malo gledal, ne? V agoniji, ne? V agoniji bolečine, v agoniji kemoterapije, v agoniji nezmožnosti prehranjevati se zaradi bolečin v ustih in vsega, ne? In vedel sem, koliko je to huda bolezen. Sem se prav odločil, Gospod, tle sem tvoj, sem uporabi, ne, če me vzameš k sebi, sem pripravljen, veš, zapel z Leonardom Cohenom I'm ready, my Lord. Veš, to je bila njegova enih zadnjih pesmi. Pripravljen sem, Gospod, in sem bil pripravljen tako, kot se za enega katoličana spodobi zauditi. In to je tudi milost, drugače. To je tudi milost, da se lahko pripraviš, da te ne vzame, ker v enem grešnem stanju. V odtujenosti od Boga, kako se reče. To je bila ena taka milost. In takrat sem rekel, Gospod, če me vzameš, grem k tebi, če me pa boš pustil pri življenju, se ti pa predam svoje telesne moči, svoje umske moči, vse, kar sem, vzam in me porab. In to je ena taka milost. Potem te pa ni strah. Mene ni strah. Kaj me bo strah? Zdaj sem bral tle na notle, v tej knjižnici, piše, ne, 365, kar ne bojte se. Z vsakim vogalom piše. A veš kaj in to sem vedel že prej. Ampak a veš kaj, pa tudi piše zraven vsakega tega ne bojte se, ker sem jaz, tako, Gospod, ker sem jaz vsemogočni, ker te jaz varujem. Ja. Gospod je moja luč in moja rešitev. Ne. Koga bi se moral bati? Ja. Mi se iz tega svojega se bojimo. Mi se pa bojimo in se krčevito oklepamo. Oklepamo te solzne dolince tukaj, ki je. In mi se oklepamo teh 70 let, 80, če smo krepki.
In mislimo, da je to vse. Vidiš, ker ne priznavamo tega nadaljevanja. Ja. Mi da smo rekel na tem seminarju v denarju rečemo, ne? Lej, če ne moreš sprejeti te večnostne perspektive, Ja. boš na nek način upravljal z denarjem. Če pa sprejmeš večnostno perspektivo, boš pa lahko na drug način upravljal z denarjem. Ja, in Veš, to je, to je vse, od tega je vse odvisno. to je ta temeljna paradigma, ki smo k njej Ja. poklicani. Ne? Ja. Ker fora je v tem, da a veš, v vseh nas je hrepenenje, ne? Hrepenenje po kaj si prej en dober film omenil? To moramo, ne? Hrepenenje po več, ne? Se pravi, Hunger for more. ki je v resnici dobro, no, to sem hočem reči. A veš, mi imamo hrepenenje po tem, da bi to življenje... To ali pa hunger je lakota. To je že no. skoraj požrešnost, a veš. Čakaj, to okej. ne povem, ker je v bistvu gre za to, ne? Hrepenenje je dobro in Ja. je dobra lakota Ja. in je hrepenenje po večnosti in hrepenenje po imeti več in po biti več in po, a veš tako, vsi smo pa v resnici zaznamovani za to človeško grešnostjo, Ja, kar ja, pomeni okej, fajn boš pripeljal, ja. sfalit Ja. namen vsega skupaj in spervertiramo to osnovno dobro hrepenenje v poželenje, v to, da ga hočemo zagrabiti, zadržati in da imamo tisto končno stvar. Ne? To je malikovanje, to je idolizing, ne? Idoli, ne? When good things become God things. When good things become God things. Se pravi, hočemo imeti dobre stvari v življenju za ultimativno realnost. Hočemo, da to postane naš bogec. A veš? Pa naj bo to zdravje, Ja. a veš, ali naj bo to denar, ali naj bojo to spolni užitki, ali naj bo to karkoli drugega. Mi bi radi to imeli, obvladovali in mislimo, da je kar to. Da je to vse. Da je to kar vse. Tako. A veš, in tukaj se treba prav odločiti, da to ni vse. A veš? Ja. Ne vem, kako dobra levkemija k temu pomaga, da se lahko odločiš. Ja, dobro, pa me ljudje, tako provociraš, da to dobro levkemija nikoli ni dobra. Ja, bolezen nikoli sama ni dobra, ampak milosti, ki z tega pridejo. Trpljenje, če Veš. ga osmisliš. Ja, kako ne rečem. A veš, če te to trpljenje pripelje do tega, da lahko ti ene temeljne odločitve narediš. A veš, ne vem kako naj to rečem, boljš, kakor da se moraš odločiti, da Bog je. A veš, da Bog je. Wow, ja. A veš, Ja, in danes se nočemo odločiti, da bo ok, Ja, in zato je trpljenje brez veze. Ja, Zato se, ne, kao. Ja, lej, Bog je, ne. To spremi. Jaz ti pravim, lej, tukaj imaš na prvem, a veš, lej, v prvi vrstici bom prav poiskal, prve polovici vrstice v Svetem pismu, v prve Mojzesove knjige. Ja. V začetku je Bog. Polovica Ustvaril, vrstice. ne. Pusti ustvaril. Ampak a lahko sprejmeš, da je bil v začetku Bog, a lahko sprejmeš, da Bog je in da vedno bo. To je čisto temeljno. Če tega ne moreš sprejeti, se ti čisto vse podre. Veš, pa ne moreš ne večnosti, ne njegove vsemogočnosti, ne njegove stvariteljske moči, ne njegovega prav. Ne, to njegovega prav. Ne moreš realnosti sveta, kakršen je v resnici sprejeti in se krčevito boriš proti njem. To je ta zgodba današnjega javnega Proti sveta. svetu, proti tem, da sprejmeš. Proti realnosti, Ja. pač propadljivosti sveta, proti realnosti tega, da je svet nepravičen, proti realnosti tega, da pač smo vsi grešniki. A veš, proti vsej tej nepopolnosti. Mi imamo hrepenenje po popolnem, čutimo, da tega ni. In če ne sprejmeš Boga, se boš pač vedno zaletavil ob to in se boš proti temu boril. Ja. Le, jaz ne moram drugače reči, kot odloči se, da Bog je. Tudi odloči se, da je Bog dober. Pa ne glede na tako, kot le not piše, recimo, ki je v Stari zavezi. Mene to tako prav stalno to zaletavanje v to, da je Bog tak, da nam ne prvoši dobrega, da ni rešval izraelskega ljudstva kar tako, čeprav bi ga lahko, Bog bi dejansko lahko s tleskom roke, če tako rečeva, rešil Izraelce, je po suženstvu poslal za 70 let.
Ja, lej, ja, kaj dober oče. Aha, oče je dober. Ja, da so se naučili, se nič ne naučiš, če se nekaj zgodi s tleskom roke. En dober citat sem zdaj slišal. Ja. Še dobro, da mi Bog ne da takoj celega plana za moje življenje, ker pol bi šel in bi ga naredil, ampak brez njega. Ja, A ni dobro? brez njega. Ja. A veš, in v bistvu je namen življenja je v tem, da pa jaz iščem odnos z Bogom. Da jaz v vsej situaciji, kjer sem, in tudi to je namen bolečine v resnici, ne? Se pravi, C.S. Lewis, bolečina je božji megafon. Ne? Jaz, bolezen, bolečina, trpljenje je namen v zadnji, da vendarle bi slišali, da bi vendarle Tako je. spoznali, da nas kliče v odnos. Sej Bog ni tak, da takoj butne z vso silo. Ampak Ti da par zašepeta, opozoril. pa zašepeta, potem pa govori, potem pa na glas govori, potem te pa zlaš to čez hrbet. A veš, in je treba, meni se zdi kar tako sprejeti tudi to, veš. A si ti recimo, zdaj sem zelo oseben tle. Ja. A se ti zdi, da si v levkemiji spoznal, Njegova lajštalka. ja, zakaj je bila ta lajšta zate potrebna? Se ti pravim, za ponižno držo gotovo. Si bil malo napuhnjen še. Seveda, lej. Pa še zdaj sem. Pa še zdaj sem, Benjamin, mi smo to, vse veš na teh moških pohodih, smo dvakrat jemali, enkrat smo jemali z eno skupino napuh, moški in napuh, ne. Moške skušnjave in je bila napuh, ne. In smo najprej morali teoretično malo pogledati, kaj napuh je, ne. Okay. A veš, da smo potem lahko pričevali svojega življenja, kje imamo še vse napuh. In zdaj z drugo skupino, ki smo šli, tudi napuh. Točno to sem temo. ponovil temo, ker je to tako pomembno, le Benjamin. Lej, Zdaj, in zdaj vem, kaj je napuh, ne, in ga ženi vidim, kakor češ, ne, pri drugih tudi, a veš, zelo rad ga tam vidim, ne, a veš, ampak ga poskušam tudi pri sebi videti pa reči, pismo, tole bilo pa z napuha. Veš, in mi je zanimiv, ko ti pogledaš neko dejanje, naprimer, ne vem, če bi se tako dal ven, ne jaz, ampak recimo en človek, pa bi pogledal na to dejanje, bi rekel, hvale vredno. Res lepo, da je tale Čerin takole naredil. za neko stvar. Ja, tako, a veš, nek neodvisni opazovalec, ki ni Bog. Bi rekel, prav je to naredil. Ki gleda zunanjo pojavnost tega dejanja. Tako. Okay. Ja. Veš, potem pa, jaz pa si tudi želim obrazložiti, zakaj sem to naredil z očmi tega zunanjega opazovalca, ko gledam samo dejanje samo. In si izmisliš neko racionalizacijo. Tako je, ampak v srcu. V srcu je bil pa napuh. In ga oni ni mogel spoznati, ker ni mogel pogledati v moje srce. Včasih so ta dejanja napuha očitna, da se razumem. Ja. Včasih pa niso očitna. Pa ga vidiš samo ti, če se vprašaš, Gospod, zakaj sem jaz že tole naredil? Zato, da sem ljudi spodbudil, ali zato, da so me malo potrepljali, pa so rekli, to je bilo pa dobro. To ste pa dobro naredil, Gospod. Ja, fajn. Ej, a veš, tukaj se moramo sprašovati, to je taka tema. Ja. In mi gledamo stalno zunanja dejanja, sam gledamo, kva se dogaja, a veš. Tako, kot sam svoja dejanja, recimo. Ne gledam pa, kva je v mojem srcu. Ne. In to se mi zdi, recimo, kar en kup podcastov med temi slavnimi ameriškimi podcasterji, katoliškimi sem že gledal, ki se sami med sabo tako sprašujejo, fanti, ki so slavni, veš, kako ti to seka na napuh, veš, ker v resnici, zdaj, če tako gledaš, cela naša kultura je kultura narcisizma v resnici, veš, ja. In tisti, ki so slavni, veš, se jih
se spodbuja ta narcisizem, totalno, ne? In porka flek, veš, kaj gre meni na živce, ker se to dejansko kao dogaja tudi v naših katoliških krogih, ne? Pa vidijo... Pa to se v nama dogaja, Ja, sej hočem prijeti Dunaj, ne? Eni katoliški krogi, Ja, pa pač, veš, en Aleš Čerin, pa en Benjamin Siter, ali pa ne vem, Dani, pa Vilma Siter, ali pa kdorkoli, veš? Ja. Ti poudarjaš, pa poveš, sorry, jaz sem tle navaden prdec, jaz imam pač probleme, jaz se ukvarjam sam s sabo, imam delo, veš, ampak folk te še zmer kar neki na gor gleda, ne? In v resnici, ko bolj raziskuješ ta pojav, je spet v osnovi je kaj? Hrepenenje po odrešeniku. Po enem, ki bo rešil moje probleme in pol si najdem funkcionalnega odrešenika Aleša Čerina ali pa ne vem, kjer ga, veš? Ja. In tebi to useka na ego, ne? In ti useka na, ali pa meni, ne, se meni tudi, meni absolutno, ne. Recimo, če gledam, te poboža, ti da občutek vrednosti, ki ga mogoče sam za sebe itak nimaš, a veš, se ne čutiš vrednega, ne, in pol te nekdo nekaj pohvali in pa rečeš, jaz bi pa še to, a veš, in pol delaš iz želje po pohvali in pol ti to, a veš, tako, ful moramo zelo nekako ozaveščati, stopati nazaj, stopati pred Boga, prečiščevati svoje motive. Nekaj tega bo pol zmer zraven, ne? Nikoli ne bomo čist brez tega, to je jasno, ker smo pač ljudje, ne? Ampak mora biti pa več Boga. Vse ni problem, če imaš, a veš, ko vstopaš v tale javni prostor, zdaj mi dva malo vstopa v javni prostor, pa je to neki ljudi poslušala, veš. Eni te bojo, koliko sta bila dobra, koliko je to. Pa ti bojo eni povedali, to sta pa res dobro se pogovarjali, koliko mi je pa to pomagalo, koliko je pa to fino, veš. Eni bojo te slavili že malo po Božje, a veš. Eni bojo pa potepali, pa kaj te dva tipa. Ne maram tega Čerina, ne maram tega Sitarja, ne maram jih videti. A veš, to je drug konc spektra, oboje, ne? Ampak lahko si unga ful želiš, tega pa se ful bojiš. Ja, tega se pa bojiš. Ampak, vsakič, ko ti vstopaš, mislim, da še posebej v slovenski javni prostor, dum po glavi, eni ne? Ampak teh dum se mi zdi, da jih je več. Pa da jih je celo več, veš. Jaz imam delal eno tako fajn izkušnjo. Tako mi je bilo zanimivo, pride en mladi mož k meni, pa se tako pač se želel pogovarjati z mano in sva res mi tak dolg sprehod po Golovcu in na koncu pravi, veš, kako sem jaz tebe sovražil. Tako zelo kritom. Kako sem te jaz naredil? Na koncu mi povedal, jaz sem tebe toliko sovražil. Tako prav nisem te mogel videti, pa tako, kva sem pa jaz tebe naredil? Ma to, ko sem te poslušal, pa daj, ne jetra sem ušel, čisto lahko, lepo mi je povedal, prav dobro. Je rekel, veš, pa si po našem kraju imel neko predavanje, pa nisem hotel jeti, kad te namaram itak, ne. Pa mi je žena rekla, ne grem. Ne grem, sem ji odgovoril, pa brat mi je rekel, ne grem. In potem sem vseeno šel, ker sta mi pač dva rekla. In tam si me pa dobil, prav, v prvih stavkih si me dobil. Ko si govoril o svoji ranljivosti, ko si govoril o svojih odhodih, ko si govoril o svojih mladostnih zablodah. Nisem bil več toliko mlad že, 10 let recimo poročen. In kako je Bog deloval. In zdaj sem začutil, da pridem k tebi in bi se rad pogovarjal s tabo. Poglej to, Benjamin, veš, naredil je mož prav. Lahko te sovraži, ampak stopi potem do človeka, pa mu reči, ne maram te. Ali pa nisem te maral, tam si me podobal, a biš bližji pridi k človeku. Mi si predstavljamo, tole, kar jaz vidim, je zdaj vse. Ja. A veš, to je vse. Čak to je rekla sestra Stele, kako je že Marija Irena Stele, je rekla. Moja skušnjava je, da je moj pogled že vse. Veš, da je moj pogled že vse. Stalno imamo to skušnjavo, ne, in tu pademo. Pridi malo bliže, pa bom še malo razširil. Pridi še malo bliže, če ti je vredno, se naš vsakem stopal, ne. Ja. Ampak obenem pa tudi ne tul, sodimo tako ne tul v nek javni prostor, kot da je to že vse. Ja. Če tuleš,
najprej, če misliš tuliti o tem človeku karkoli, stopi k njemu, razčisti z njim, razširi si pogled in boš morda za 180 stopinj spremenil mnenje. Morda pa tudi ne vem. Tukaj je v resnici recept za... Napuh je to, veš? Napuh je to, da jaz s tem omejenim pogledom vem, da je to že vse. Če jaz še samega sebe ne zastopim čez dobro, ne? Ja, lej, a ni rečeno, da je vsega ne zastopaš. Kva se že mi tukaj not učimo? Kakšen je Bog, kakšen se nam tu not razkriva Bog, kakšen se nam tu not razkriva človek. In imaš milijon primerov, ki jih lahko kar vzameš zase. Tak sem jaz. A sem bil tak, kot David, da, ja, seveda. No, meni je ful pomembno to ozaveščati, no, da se ne malikuje ljudi, da se ne dela, a veš, da se ne išče odrešenikov. Tukaj imamo pol tudi ta koncept iskanja mesije v političnem smislu, a veš, ali pa tako naprej, ne? A veš, tukaj smo imeli zdaj v resnici ta kulturno-družbeni dialog prek socialnih omrežij, ko postajamo če dalje manjši žepki, ker se samo še tuli en na drugega, a ne? To, a veš, pa presojanje, pa obsojanje, pa tako, to je vse so deli iste zgodbe, se mi zdi, ker ne upoštevamo tega, da je Bog. Da ima pa Bog pa tak pogled. Pa širok pogled in vse ve. Absolutno. Najširši in njegova sodba je prav. A veš, enostavno prav. In jo moramo tudi mi za sebe pač vsakodnevno iskati to sodbo in biti ji podvrženi, no? In v resnici biti veseli, da dobimo vzgojo, no? Ali pa tudi od prijatelja, da slišiš, ne? Da si popluvan, da imaš feedback. Tudi te skupine, ko so jih na začetku omenjala, te moške, ne? Kaj je tukaj? Ja, tukaj je to, da si deci v faco povemo direkt, kje si, pa kako si, pa da nisi ti edino zveličavno merilo stvari, ne? Da dobiš špegel, pa rečeš... Jaz se tukaj spomnim našega prijatelja Bojana Doljaka, ne? Ko sem mu enkrat rekel, gospod Doljak, ne? Spoštovanje. Ene gospod. A veš tako da ta gesta, ene gospod. To sem tudi jaz, včeraj sem mu to povedal, v Krškem se rekel, veš Bojan, mi zdaj kar tako vsi gor pokažemo zaradi tebe. A veš, pogled to ena mala gesta, pa ka veš, da je prišla iz pravega srca, iz srca, ki je v resnici naravnano na gospoda, ne? A je ne grešen tale naš Bojan? Ni. Ampak kaže gor. Aj brez greha? Ni. Aj kdo od nas brez greha? Pa mi ne moramo čakati na to, da bomo brez greha, da bomo kadarkoli lahko kaj v javni prostor povedali. No to. Ker jaz sem se pa malo iz tega strahu, pa iz tega, veš, da ne bi... Koja boš ti, ne? Ja, strahu pred kritiko, pa hkrati tudi strahu pred tem, da bi me častila ali pa karkoli. A veš, obojega me je bilo strah, oboje mi je šlo na živce, obojega nisem maral, ker sem tega videl preveč. Ne? In sem se prevečkrat, sej pač sem neki delal, pa tako pač prisoten sem, ampak mi je bilo, velikrat sem se nazaj potegnil zaradi tega, pa je bilo tudi po svoje dobro, recimo, ko sem začel neke videe delati, pa tako, a veš, pa so me malo popluvali, eni so me pa ful hvalili, pa sem pol kar nehal, ker sem si rekel, zaradi teh, ki te pluva in zaradi teh, ki te hvalijo. Ko vidiš in da ti na ego vseka in da te preveč užge, a veš. A veš, kako je pa Rick Warren rekel tole? Ja, tisti. Te, ki te kritizirajo, ne kritika in pohvala, ne, is like a chewing gum, ne, je kot žvečilni gumi, malo požvečaš, pa izpluneš. Oboje. Tako. In ne žvečiš v nedogled te hvale in slave in vsega. In kritika tudi. Si rečeš, dobro. Za kritiko ni problem izpluniti, ali pa tudi je. Ja. Včasih še dlje. Ti si izplunil cel projekt, ne, v bistvu. Namesto da bi izplunil to dvoje, si pa projekt izplunil. Škoda, ne? Škoda v bistvu, ja. Se bomo videli. Ker imaš talent, imaš strast, imaš znanje. Potrebno je, da se govori v javni prostor. Ja, bomo videli. Se še razdelujem. Ja, tako lejo. A ti lahko jaz eno zgodbo povem? Daj. Ker sva rekla, da bo čist brez načrta. Vse sva brez načrta. Ne, taka ful močna zgodba je, kako me je Bog zdaj v zadnjem času mene
obravnaval in tudi skozi bolečino in tako. Ne. Zdaj ne vem, če ste opazili, pač te oddaje ni bilo zdaj 2 meseca, ne, ker sem bil dejansko od dneva, ko sva nazadnje, se pravi pred Stankom Garjolem je bil Damien Gans gost tle. Jaz sem tisto oddajo posnel tako, da sem slonel na tej mizi, ker me je tako hrbet bolel, da nisem več v bistvu mogel funkcionirati. In sem dejansko potem me je še dodatno presekal in sem 2 meseca skoraj da preležal. Ne? V bolečini in v stiski. In mi je tudi dol na živce sekalo po nogah, tako ful. In ker sem že imel operacijo hrbtenice, sem bil v določenih momentih v strahu, če sem sploh še hodil. Tako sem se parkrat pravno prešvican zbudil zjutraj, tako panika. Razmišljaš, kje v bajti boš dal inštalirati lift. Tako. A to je bilo hudo? To je bilo hudo, ja. Nisi še takole govoril, ja. Ja, no, in me je kar stiskala, veš. In veliko teh stvari pač pucaš v sebi in ogromno sem bral, poslušal podcasta in tako in molo in tako. In dejansko je bilo tudi velikega presojanja sebe in dela in tega, kar počneš in tako, ne. In potem je bilo v zvezi s tem tudi tako, veš, prihajaš do enih faz, ki ti že kar gre vse na živce. Ne? In tako, in pri meni je recimo moj simbol tega, kam je šlo na živce, je bil glih moj stari zmatran avto. Ne? Avto, avto. Se tebi sem to zgodbo že povedal, ampak bi jo rad kar javno delil, ker se mi zdi, da je taka, da je lahko trenutek primeren. Ene procesa učenja. Simbol tega mi je bil tisti stari Ford Focus, ki je bil že čist rjast, pa razbit, pa vse to, veš. Pa je še začel še lagar tuliti, že ni bilo res grozno, ne. In jaz sem seveda hitro rešitev najdu, ne, avtonet, ne, kaj drugega, ne. Gledaš, fantaziraš, jaz bi pa zdaj res zamenjal, ne. Sam sem imel problem. Problem je bil v tem, da sem jaz pred davnimi leti, ko sem že kupil nekoč enega Saba, 9.5, na kredit, to so bila tu na študentska leta, še ko so bila že poročena, uživala sva v vseh kilometrih s tistim Sabom, sem jih je bilo bolj malo, ker se je skozi kvaril, skozi je šlo nekaj narobe in sem si imel takrat za lekcijo, da ne bom kupoval malika, da ne bom kupoval avta, ki mi bo malik. In sem od takrat naprej kupoval avte, ki so služili funkciji. Ampak niso bili pa čist nič za dušo. Jaz bi pa rabil avto za dušo, sem si zdaj rekel. Kdo rabi avto za dušo? Da bomo mu realiziral malo. Ja, vem, to si ti, ja. Ti rabiš avto od točke A do B, zdaj si prišel še do vlaka, stari, zdaj je že konec z avti. No, ampak jaz pa ne, jaz sem pa res rad imam avto, ne, a veš, tako mi je to fora, ne. No, in je bila fora v tem, da sem potem, ko mi je res šlo vse na živce, najdu na avtonetu enega res lepega Volvota V70. Ne, Volvota S80. Limuzinca, letnik 7, sicer že star, ne. Ampak sem si rekel, tale ne bo predrag, ne, bež ledarček, tak res je bil lep, ne. Pokličem strica, pravim, gospod, povejte, za koliko cena bi bila, ni bilo kar cene, ko bi bil ta avto, ne. Jaz sem imel tako v glavi, 3,5–4 ure bo ta zadeva, to bomo nekak, može se bomo zmohali, ker jaz sem se na tvojem seminarju o denarju odločil, da za avta kredita več ne bom vzel. Poleg tega, da sem rekel, da se pustim od avta za dušo, sem rekel, kredita za avto ne bom imel. Ne. Imamo pa neke druge projekte še v hiši, v planu, kopalnico menjati, v glavnem in denarja ni bilo. Ne. Sem rekel, nekaj bi pa rad zamenil, da en pobeg rad. Čak, a zato, da ta simbol spravaš stran, ali kaj? Veš, kaj sem rabil? Mislim, zelo si veliko dal ta simbol. Pobeg od bolečine sem rabil. In tudi za dušo neki. Za dušo neki, kar bi bilo pač dejansko spet malik. Ja. Se pravi, bolečina ne odide, za dušo ne bo pa neki tako. Nek simbol, neke spremembe, ki pa je samo zunanja in ni pristna notranja. Ne. A veš, ampak daj povej do konca. No, da ne, zgodba je res nora. Ja. Fora je v tem, da sem potem jaz šel in sem se v tisto avto usedel. Stric mi je pa povedal, avto je kot nov, ta ga ne boš nikoli več najdel. Iskali smo ga 1 leto, da smo dobili, smo imeli že drugega, smo ga prodali, smo tega kupili. Stane pa 7 jurjev. Jaz teh 7 jurjev nisem imel.
In da bi bila skušnjava še hujša, je moj dober prijatelj rekel, jaz ti ta denar posodem, vrni mi ga kadar češ, brez obresti, čez 2-3 leta, Ti ni si pa na problem. seminarju v denarju rekel, da se več sposoja od denarja za avto. Ja, in sem bil ful na prelomnici. Ali bom sam si ugrabil neko rešitev tukaj in zdaj, a veš, Ali bom ali izročil. bom pustil stvar, da mi Bog uredi zadeve. A veš, In je bila ful močna zadeva. a Ne? vidiš. In dejansko sem... Benjamin, ampak tukaj moramo lekcijo takoj vzeti. Ja. A bom jaz svojimi rokami naredil rešitev, Ja, ali bom prepustil Gospod. A veš, točno to. Lej, tukaj je Marinka rekla, veš, ko sem bil bolan, sam to bo dodal Benjamin, Ja, cvet daj. tle zraven. Takoj, ko je izvedela, da sem zbolel za levkemijo, Ja. je rekla, tukaj sem žalostna, kaj ne berem. Je Svetega pisma, pa je rekla, kar žalostinke bom. A veš? Ja. In se je odprlo na dobro je mirno čakati na rešitev Gospoda. Ja, to je to. Dobro je mirno čakati na rešitev Gospoda. A veš? In ti si tukaj tudi počakal na rešitev Gospoda, Ja. ne vzel v svoje roke vsega. Ne ugrabo ti. Ne ugrabu. Ja. Fajn izraz je ne ugrabu. Ja. Prav tak mal brutalen izraz je treba tle uporabljati. A ti povem naprej? Dej naprej. Ne, ker je bilo vse, a veš, bilo je preopraševanje tega, kar jaz delam in kako delam in tako naprej. Ne. Tisto popoldne, stari, sem se pelil v Ljubljano, čakal v eni čakalnici, sedel na enem starem, grdem kavču in tako ob robu kavča zagledam, škoda, ker nimam zdaj pri sebi, ob robu kavča zagledam en listek, ki se sveti ven. In to je bil čist necrkven, ne sekularen prostor, nobene veze z ničemer, z nobenim dižem, z nobeno cerkvijo, nič. Ampak jaz potegnem tisti listek ven in je bilo knjižno kazalo, berem besedo iz kampanje mojih 30 dni s Svetim pismom, iz svetopisenske družbe, torej iz moje prejšnje službe, ki sem jaz zasnoval to kampanjo skupaj s sodelavci, ampak prav spomnim se, ko sem, a veš, naredil to kazalko, pa fotke iz svetopisenskih maratonov so bile gor, ki smo mi delali in to je bila kampanja in to je bila to. In sem rekel, wow, kjer nor simbol, Bog. To, kar sem prej delal, se pravi na svetopisenski družbi, je vredno. In je v redu. Haleluja, hvala. Tist moment sta v prostor vstopile ena mama in ena hči, nista me še videle, ampak sta se ono na pas mater po domač povedano kregale. In je hčerka rekla mami, pa zakaj ti tako sovražiš mojega atija? In ko so me zagledali, so utihnile. In od tega prostora ven so se čez par minut odpeljale, veš s čim? Z Volvotom. Z Volvotom S80, točno takim. Ne tizga, ampak takim. No, takim, ja. Jaz sem dol padal. Se pravi, kaj pa? Diš je potreben, odnosi so potrebni, lahko imaš Volvota, pa nimaš odnosov, pa nimaš nič. A veš, tako lekcija. Ne? In potem se pelem domov iz Ljubljane, tisti dan, tisto popoldne, in pržgem radio Ognjišče in gor je bila družinska kateheza, Sara in Bojan Doljak ob izidu knjige Da življenje in Marjana Debevec reče, predvajamo posnetek iz predstavitve te knjige, iz Viča, dogodek povezuje Benjamin Siter. Veš, tako noro. Noro. A veš, 3 take potrditve, ko sem Bogu prepustil, ne, in sem si rekel, ok, stari, tako kot si rekel, ti si v bolezni prepustil, da Bog je, sem jaz prepustil, aha, ok, si, imaš roko nad mano, boš poskrbel, skrbiš, da delam prave stvari, a veš, tako gremo v pravo smer. Noro mi je bilo dobro. In kaj je bilo še za bonus, ne? Čakajte, še isti večer poklical? Ne. Me je Bog pustil en mesec se še macerirati, ne? En mesec sem se lepo oranž še soočil s svojo treniral malo bolečino. potrpežljivost ali kaj? Pa bolečino predvsem, sem mogel obdelati. A hrbtu ali... Ja, oboje. Psihično in fizično, ja. In sem vstopil in sem zelo, tukaj ne moram še čisto detaljno razlagati, kaj vse sem moral predelovati, ampak tako, ja, vloga žrtve, tako, oranž. In potem, ne, pride rešitev Gospodova, ne, prijatelj, ta isti moj prijatelj, mehanik, reče, a tole bi te zanimali in mi pošle fotko Volvota V70, ne. Letos obhaja drugo okroglo obletnico, ne, 20 let, veš. Prevoženih bo imela kmalu 400 000, ne.
ampak ima pa veš lederček, ne? In to za Jure pa pol, razumeš. Ampak fora v tem, da ga je rihtal že 2 leti, avto je top. Okay. Vidiš, avto je top in ne sem to. Kdaj sem jaz te stvari zreflektiral nazaj, ko sem se s tem avtom potem vozil in sem čutil eno nadnaravno količino veselja s tem avtom. Unga, to je pa podarjeno veselje, ki ti ga Bog doda, pa bi lahko imel avto za 100 jurjev, pa mi ne bi toliko veselja nudil, ker mi je ta nudil. A veš, in me je potroštil in je rekel, glej, na način, kot ti slišiš, na način, kot ti rabiš, na način, kot je tvoj jezik ljubezni, pa če so to avti, stari avti, pa pač tako, bom jaz tebi sporočil, da si mi dragocen. Evo ti. To. Pismo, kako dobra zgodba. Ampak, veš, ko sem se sprašal vmes, ko si zdaj pravil tole. A mi vidimo ta znamenja? Veš, kakšen mora človek biti, da ta znamenja vidi? Veš, tisto, to se pravi, kazalko. Gospa pa hči sta se odpeljale s takim avtom, ne? A veš, pa še, kaj še, pa še odnos, ki ni bil poštiman, zgleda med možem in to gospod. To pa plus ta oddaja Sare pa Bojana, ki je tudi direktni rezultat našega dela. Tako, a veš, marsikdo tega niti opazil ne bi, neozaveščeno živimo, a veš, krke utredni. Ti si pa, bil si v želji, da bi imel tak avto in da bi sam zrihtal, si rekel, malo hočem, ful mi je lekcija zame tukaj. Ne bom jaz tega sam, ne gospod zrihta, ne, če je tak avto namenjen nam. Če je taka volja. Ja, če je taka njegova volja, ne mi ga nekak zrihta, ne. Ne bom vzel v roke, prepustil bom, potem pa 3 ali 4 znamenja, ki si jih ti, to je zanimivo, prepoznal kot znamenja. Mi pa vedno rečemo, to je bilo neko naključje, to je bilo kar neki, to je bila sreča, to je bilo tako, ne. A veš, ampak niso te stvari naključne. Mislim, da moramo božja znamenja prepoznavati. Ja, res je. Prepoznavati in biti občutljivi nekako za to. No, ne vem, da so to, deci imamo to občutljivosti, imaš, pa mislim, da vstopamo v to, a veš, da tukaj, za koga se je meni danes tole odprle? A veš, kaj bo žal mogla narediti? Jaz sem tam roka, ki nam v zadnji kaže znamenje, da je cajt končava, ne? S tem bi prosim zaključila, ampak veš kaj, to je to, mi da moramo to še delati. Tako da bomo še. Ampak to je dobro. Ampak tako, da se z vlakom danes propeljal, ne, vlakom imaš cajt, da knjižnico odpreš, nekje, jaz sem takole pač odprl, in dobiš prerokamo ali tega ne moreš. A si ga naključno odprl? Seveda se še do zdaj nisem niti dobro vedel, da Amos obstaja, ali pa tako, to je ni nek eden od manjših prerokov, ne beremo ga toliko velikati, ne vem, ali kako, jaz ga še nisem. Neki sem, ki imam tukaj počrtan, sam, kome sem vedel, da obstaja, lepo naprej, Abdija, no, pa še kdaj slišal? A veš, pa tako odprem, da sem rekel, ko imam pa tle počrtan, glejte, pridejo dnevi, govori gospod Bog, ko bom poslal v deželo lakoto. Sem si mislil, kaj se nam kaj tazga obeta, ali kaj. Ampak pazi, kaj naprej prav. Ne lakote po kruhu in ne žeje po vodi, temveč po poslušanju gospodove besede. Čakaj, sem tako pol malo jaz sem se to pol na pamet naučil. Ne, nisem že čisto usvojil. Ampak, gospod, a lakoto nam boš poslal. A pa odločil si se, ne, on pravi, glejte, ne, ljudem pravi, glejte, pridejo dnevi, ne. Bodite pozorni na znamenja, glejte. Ja, ko vam bom poslal lakoto v deželo lakoto. Ne, gospod, ne nam tega pošilj. Ne lakote po kruhu, ne po vodi. Po poslušanju gospodove besede. Meni se zdi, Benjamin, da je to že jedle. Ja, absolutno. Meni se zdi, jaz sem to rekel, pa to že je. To je. In namesto tiste Hunger for More, a veš, iz tistega filma, ki sem ti prej rekel, ne, imamo Hunger for More. Za več, ne vem, za več udobja, za več
razvrata, za več užitka, za več vsega, ki bomo to zrihtali, mi bomo to hlastamo. Grabimo in ugrabljamo. Lej, v bistvu imamo pa hunger for God's word. Ja, za Božje besede. Besedo imamo lakoto. In Bog nam jo je poslal. Smisel z veliko. Ne? Tako je. In Bog nam jo je poslal, mi pa pravzaprav. Okay. Namesto, veš, da iščemo tam, pojmo sem. Pojmo sem. Super. Aleš, to je zdaj definicija tega, kaj bomo naslednjič delali. Tema oddaje za naslednjič, prav? Prav, ne vem sicer, kaj imaš v misli. Ja, vlako to po Božji besedi. Pa to, kako ti v bistvu delaš to na pohodih z moškimi in tako naprej. Dej sem na koncu na hitro povapno. A na moške pohode? Ja, ti imaš tvoj termin je še plec, ne? Aha, lejte, delamo moške pohode, ki so mesečni, se pravi, hodimo 41 km, pa 800 do 1000 metrov vzpona, če je vzpona več, je tudi malo kilometrov manj, tu se možje vstopimo v neko božjo temo, do zdaj smo imeli moške skušnjave, zdaj pa kako naj bomo pogumni, na katerih področjih naj bomo pogumni, to delamo mesečno, zdaj le še v juniju imamo, julija, avgust pa pauza, september, oktober, november, december imamo pa tudi že razpored. Lej, pridi, če zmoraš, če še ne zmoraš, začni trenirati, da boš čez pol leta zmogel. Drugače imamo pa tudi odmike za moške v divjini, 3 so letos, en junijski je že zelo poln, še eno mesto je pravzaprav, pa 2 julijska, en je na pol poln, en moj pa še ni, ne, veš, pač ni. Mogoče bo pa kdo od ja, tega. V vročini se bo zares hodilo, hodili bomo pa od Črnomlja do Ljubljane skozi roške gozdove, ki so pravzaprav ena redkih, še totalno pravzaprav ohranjenih divjin. Šli bomo tudi čez Reichenauski pragozd, v katerem se ni nikoli sekalo. Nikoli ni bil noben gozdni posek narejen zaradi vizije enega gozdarja pred več stoletij. Ne. Tako da še vidiš drevesa, ki ležijo tako. To je, za 5 dni gremo, pridruži se, če ti tam odgovarja od, mislim, da 17. pa potem 5 dni julija. Ja. Bo pa vroče, ampak bomo hodili v senci gozdov. Pa tam ne bo pa še. Vse to smo mi hodili par let nazaj. Po teh koševskih gozdovih je bilo ful dobro. To je to, no. Povabljeni. Bravo. Hvala lepa. Hvala, Aleš. Bova še. Bogu dobro, hvala. Da je, res. Upam in verjamem, da ste tudi vi dobili veliko zase iz te oddaje. Spremljajte nas preko diz.si, se pravi družina in življenje.si. Gradimo odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej, je naše geslo. Pridružite se nam na seminarjih, jesenski seminarji so tudi že razpisani, zakonske skupine se bodo jeseni na novo formirale, tako da vabljeni tudi v skupine in se vidimo prihodnjič.